Ejo, novo leto in prva epizoda v 2025 je tukaj. Letos nas čaka leto itek, polno projektov, upam, da veliko eventov, dirk, kaj ne rečem, vsaj lansko leto se je končalo veliko boljše kot leto prej in polni smo zagona, polni smo elana, da razturimo letošnje leto, kakor se le da. Kaj nas čaka letos? Prva stvar, mogoče najbolj začnemo pri projektih, ker imamo en projekt, drug projekt, tretji projekt, četrt projekt, pet projekt, šest projekt, pa še en projekt je tamle noter, ful enih projektov, ki jih moramo nekako si pravilno razporediti, ker neki imajo večje prioritete kot drugi, vse bi radi valjda zaključili že včeraj, tako žal ne gre. Boste pa lahko večino teh projektov seveda spremljali na Drag Day kanalu, na 30 Second Drift Squadron kanalu. Še preden pa se poglobimo v to, imamo pa seveda še nov intro. Veliko projektov, ampak mogoče, da začnem pri samem začetku. Za leto smo sestavili en malo bolj obširen program za letošnjo sezono. Program, ki seveda tudi zahteva veliko enih sredstev, finančnih in materialnih, tako da smo tudi že v akciji za novimi partnerji, sponzorji in če nekdo od vas mogoče koga pozna ali pa je pripravljen nas podpreti, prosim nas kontaktirajte, DM-i, maili, telefoni, da podebatiramo o možnostih sodelovanja. Definitivno je nek ROI zagarantiran, ker konec koncev delamo kvalitetne materiale, delamo kvalitetne vsebine in kar se da profesionalno zastopamo vse brende in partnerje. Zdaj pa, prvi projekt, s katerim bomo začeli v letošnjem letu, pravzaprav ni naš projekt, je projekt našega prijatelja, ki je nekako že kar nekaj časa v tej drift sceni in tudi ta avto je že nekaj cajta v drift sceni, ampak z zadnjim eventom so se zgodile neke stvari, ki so bile kot nek alarm, da zdaj je pa caj, da se zadevo nekako rehola, dodela, nadgradi in tako naprej. Tema je, tako da lights, če boš. E36 za 4.4 V8 motorjem. Kaj se je pravzaprav zgodilo na zadnjem eventu je to, da je tale most, ki je že bil zelo dotrajan in že enkrat popravljen, če temu lahko rečemo popravilo, nisem čisto prepričan, je v glavnem spustil na eni strani in potem je spustil še na drugi strani, ki je bila že popravljena, tako da tale most je sam še je pa avto definitivno potreben nekih nadgradenj v smislu drugih rok, drugih sedežev, drugih varnostnih pasov, nov volan pride in pa najbolj pomembna stvar je podvozje, ker ta podvozje je obupen avto, ne diha čisto nič in definitivno Yellow Speed Racing je že v prihodu. In še ena zelo pomembna stvar, ki tudi se vsi sprašujemo, kaj in zakaj se je to pravzaprav zgodilo, ko so menjali motor za V8, ta motor stoji zelo visok, zelo naprej in to je še ena stvar, v katero se bomo poglobili, da motor spustimo, kolikor nizko ga lahko in postavimo nazaj, kolikor ga lahko, seveda tudi, da bo to v nekih, bom rekel, drift regulativih in ne bomo posegali v stvari, v katere ne smemo posegati. Čez, bomo rekli, aktualne globalne drift pravilnike, pogledati, kaj avto manjka, pogledati, kaj bi mogli tehnično izpopolniti, dodelati ali spremeniti in to narediti. Zadnji nas tu čaka še porihtati, bom rekel, napajanje goriva, dovod goriva, kompletno elektronko, se pravi inštalacijo zamenjati in avto definitivno rab nek remap, kjer nekako v Lergasu laufa čist preveč širič in nekako duši avto v bistvu. Tako da
v generalu to še nekaj kozmetičnih dodelav, popravkov in ja, avto bi mogel biti nared za sezono, ker voznik, bomo rekli, ima velike apetite zapeljati, kar je tudi edino pravilno. Kaj nas čaka še od projektov v letošnjem letu? Trenutno projekti, ki niso v delavnici, en tak, ki bi mogel biti že zdavni v delavnici, pa žal to še ni uspel, je seveda A86 Intruder, legendarni H4Roku, projekt, ki smo ga začeli pred dobrim letom pa pol, je v čakanju, ampak definitivno tekom te sezone je v planu, da pripeljemo ta projekt proti koncu. Še en projekt, ki tukaj manjka, je GT86 Trainer, še vedno stoji na Racelandu, na zadnji začel neki belo kadit, verjetno kakšna tesnilna masa na glavi, ker konec koncev ta motor je bolj kaj ne na diht masi skrb sestavljen, tako da bomo pogledali, kaj se je tam zgodilo. Neki problemi so bili solenoidi in verjetno je to pač vzrok vsega, bomo zrihtali. Evo 5 je še vedno pri kleparju, ampak avto je končan, tako da sam čaka pick-up. Kaj sem še spustil? S13, projekt od, zdaj že lahko rečemo, Chief Mechanic in Charge, ki sam čakam, da me bo prejel za vrat, pa me bo zadavil, ker mene čaka, da dobavim neke dele, da lahko motor do konca skrb nazaj sestav, vse ostalo porihtan, tako da motor noter, avto spucati, testna vožnja in we're ready to go. Toliko S13, če gremo po vrsti, bi se mogel S14 lotiti, ampak gledamo še Z33 Lightning, Nissan 350Z, ki je v lanski sezoni naredil, kolikor smo naračunali, 12 km pa 652 metrov. In novoletne izobljube moje so, da se bo tale avto letos malo več vozil po cesti. Kar se avta samega tiče, avto je tak, kakršen je, malo osvežiti par stvari, mogoče rad malo poliranja, malo detailinga, mogoče bom sedeže zamenil, to še vidimo, je neka ideja, ni pa to neka nuja. In toliko na kratko o Z-ju, back to S-chassis, pa mogoče najprej o S15, ki še nima codename, tako da če imate kakšno idejo za codename, pač itek, Tomcat ne more biti, glede na to, da je 15, mogoče Eagle, F15 Eagle. Glavno, če imate kakšno idejo, napišite v komentar. Definitivno sprejemamo kakršnekoli ideje za to. Kaj se bo pravzaprav s tem avtom dogajalo, kot sem že napovedal, je avto prišel z namenom, da služi kot demo vozilo, se pravi za razne ride-alongse, demo-rane, show-rane in tako naprej, mogoče kakšne šolanja, maybe, in pa seveda tudi za sit time. In prva stvar, ki jo ta avto definitivno rab, je pregled, komplet pogonskega sklopa, pogled, če je dotrajan, zamenjati, da bi se pač izognili kakršnim koli problemom. Avto rab tudi en remap, če ne bomo celo zamenjali komplet ECU in komplet wiring. Definitivno je treba ostal wiring dodelati, se pravi za luči, za ne vem, kaj še? Zvočenje. Za ozvočenje. Po moje bi bilo kar cool, da zdržimo radio, da ne rabimo glasbe prek slušalk poslušati v avtu. To komplet seveda zunanja osvežitev, da bo pač avto ličen in zastopil naše barve, čeprav meni tako, kar je, čeprav je zbuškan, počen fiberglass, je meni čisti, kolikor zgleda, ampak da izpademo, kar se da profesionalno, to zrihtamo, sprednjo šipo moramo zamenjati. Wishlista je, da prestavimo volan na levo stran. Še eno stvar sem pozabil pred wishlista, ki je tudi must, je menjava podvozja, ker podobna stvar, kakor pri BMW-ju. Nekateri ste to že opazili v zadnjem videu lanskega leta, da je avto čist pretrt in nič ne diha, ker se avto pripelje pred bazo, vse poskakuje in tako naprej, tako da Yellow Speed Racing, definitivno tudi za S15. V glavnem, wishlista, da prestavimo volan na levo stran, na wishlist je tudi, da poupdatamo kletko, da bi šli v bistvu na NASCAR stali kletko
in pa, ja, pač tisti kozmetični detajli zunanjosti, kakor se bo le dal porihtati zadeve, a ne. Zdaj pa Tomcat. Plani s Tomcatom, kakor sem že omenil, je, da v bistvu ostane naš primaren avto, kar se tiče tekmovanja, in avto je potreba nekih posodobitev, ki bi mogli biti narejene že pred lansko sezono, ampak kot veste, bla bla bla, komplikacije so to pač nemogočile in moramo to realizirati in popraviti letos nujno, ker prva stvar, s katero imamo velik problem, je brake ratio, se pravi zavorno razmerje spredi zadnji, ker je v bistvu situacija taka, da avto čist preč bremza z nožno bremzo na zadnja kolesa in ne obratno, in to je tak en velik problem pri sami vožnji, ker seveda posegamo v left foot brakanje in dejansko se cel avto ustavlja, kar je ok, ampak ustavlja oziroma zmanjšuje se tudi wheel speed zadnjih koles in to je definitivno nekaj pač, kar si ne želimo. Druga stvar, ki je tudi zelo pomembna stvar, ki me v bistvu moti že odskozi, dajmo reči, ampak ja, it is what it is, nekako sem se že malo na to navadil pa adaptiral, čeprav zdaj, ko se presedam iz S15 v S14, me to zdaj spet nazaj bolj moti, je pozicija voznikovega sedeža, ki je čist previsoka. Zakaj je previsoka? Namreč vsi ti avti so primarno bili mišljeni z volanom na desni strani in na levi strani, če pogledamo dno avtomobila, je ena taka ogromna bula, ki je mišljena pač za tunel, kjer se spelje izpuh oziroma tam pride lonc izpušen in ima podem pač tako bulo in zaradi tiste bule sedež ne more nižji, kakor pač lahko gre. Tako da bulo pofleksati stran, navariti v bistvu nov kos noter, ki bo raven in spustiti sedež na neko optimalno nizko pozicijo. To je nekako tisto, kar je must na tem avtu, poleg tega, da moramo narediti neko revizijo motorja, sploh na glavi motorja. Nov intake manifold pride, sesalna komora, sesalna komora, zato da bomo v bistvu spravili, če pogledamo, kako stvari zdaj stojijo. Se pravi, če pogledamo zdaj tole črevesje, ki pride od intercoolerja na sesalno loputo, želja je, da v bistvu spremenimo sesalen kolektor, da je sesalna loputa spredi in v bistvu zmanjšamo ta piping in imamo direkt v bistvu krajšo pot do same sesalne lopute, in s tem tudi nekako dobimo pri temu, da so vstopne temperature zraka nižje, kakor so trenutno v tem primeru. Ja, pa avto rabi eno orang čiščenje, to je pa aftermath driftanja v zimskih razmerah. Tako da, kar se Tomcata tiče, nakratko je to. Zdaj pa program letošnjega leta. Program letošnjega leta definitivno niso samo projekti in izgradnja projektov, ampak seveda tudi dogodki, dirke in vse, kar pač paše zraven. Tako da apetiti so veliki, zdaj smo pač v lovu za sredstvi, torej lovimo partnerje, lovimo sponzorje, tle se bojo avti pripravljali, definitivno snemanje, fotkanje, generiranje kontenta, treniranje na simulatorju, zdaj, ko imamo končno simrik, yes! In to je nekako to, tako da nekako you get the whole picture, da v bistvu ni naš program samo pripravljati avte pa se malo voziti, ampak je veliko več skozi to vso komunikacijo, kar se tiče marketinga in planiranja. Nekak program, kar se dogodkov tiče, bo izgledal podobno kot lanski, ampak z malo nadgradnje. Zato pa še enkrat, kakor sem začetku omenil, so potrebna finančna, materialna sredstva in je vse odvisno od tega, koliko plana bomo lahko realizirali. Delamo na tem, da kot vsako leto seveda, da pač plan, ki si ga zastavimo, ga tudi realiziramo ali še več. In nekako letos gleda tako, da bomo se fokusirali na eno prvenstvo in sicer to je Drift Championship. In mislim, da kar se tekmovanj tiče, da bo nekako Drift Championship
Edina zadeva, kjer se bomo pojavili kot tekmovalci, prva dirka nas čaka že takoj v štartu maja, Tuning World Bodensee, tako kot lansko leto, in potem nekako sproti čez sezono vidimo, koliko in kaj, v kakšni količini uspemo odpeljati. Tekom sezone, koliko smo že navajeni od prejšnjih sezon, se bo tle sigurno še pojavljali razni dogodki, last minute oziroma tekom, dajmo reči, kvartalov, koliko so neki partnerski dogodki, team buildingi, dogodki od kakšnih drugih organizacij, na katere nas povabijo, dejmorani, taksi vožne, kjer bo definitivno S15 prišel do izraza. Vkolikor pa vidimo, da tekom sezone nam čas, finance in dajmo reči, to orodje dopušča kaj več, se pa za S15 verjetno tudi vidimo na kakšni dirki v regiji. Ampak v tem, ne zdaj v tem momentu. Lastni dogodki, ja, Night Strike je definitivno v planu, imate tudi na Facebooku že event kreiran, datum je zunaj, to je zaenkrat to v tem momentu in bomo definitivno o Night Strike govorili v toku naslednjih video vsebin. Želja je še en event speljati in sicer event speljati v Ljubljani. Zdaj, kakšen event, v kakšnem skalu, na kakšen način, ne bo zaenkrat še malo skrivnost, zato ker rabimo pač definirati oziroma doreči tiste glavne ključne stvari in dati črnilo na papir, ker brez tega nič ni zagarantiran, pa dajmo reči tudi, kdaj s tem nič ni čisto zagarantirano. Ja, čaka nas pestro, zanimivo leto. Spremljajte naprej še Drej Day kanal, kaj komentirajte, lajkite, šerite, pač se veste vse, kar morate, ker je to en tak zelo dober support in tudi zelo pomembna stvar pri temu, da lahko realiziramo vse zastavljene projekte. Zdaj pa v bistvu, ja, treba bo zavihati rokave, začeti delati. Štartamo z BMW-jem in že v naslednjem videu več o temu, tako da, če še niste, naročite se na kanal, lajkite, podprite nas, šerite content, kaj komentirajte in do naslednjič, see ya!